Lep pozdrav vsem. Ker je malo časa, bom kar šel k stvari. Namreč ta naslov želi poudariti nekaj, da je treba na projekt socializma, ki ga na Slovenskem umeščamo med leti 1892 in 1991, gledati torej kot na enotno zgodovinsko gibanje. Kljub različnim idejnim, političnim in organizacijskim razlikam, ki jih seveda izpostavlja predvsem ideološko zgodovinopisje in označuje krščanski socializem, realni socializem, samoupravni socializem. Gre za enovit pojav. Torej, vse te različne in nasprotujoče si ideologije, ki so se označevale za socialistične, so želele reševati predvsem socialni problem malega človeka. In v slovenskih razmerah je to vedno pomenilo večinskega človeka, se pravi, je upravičeno to, kar je Ivan Cankar napisal, ko je imenoval slovenski narod proletariec. To danes še bolj upravičeno zveni. Torej, stoletno obdobje socialne politike ni mogoče v teh kratkih minutah označiti zadostno. Zgodovinarji to itak dobro poznate ali tisti, ki ste se s temi vprašanji ukvarjali. Samo poudaril bom tiste zadeve, ki se vlečejo kot rdeča nit pri vseh teh oblikah socializma, ki se je skušal v zadnjih 100 letih na Slovenskem uveljavljati. Ko je Krek 1892 predložil svoj program socialne politike, je naletel na zelo oster odpor tako klerikalne kot liberalne politike. In to zgleda je neka stalnica v slovenski politični zgodovini. Izhajal pa je, kar recimo danes ne bi pričakovali, iz kritike liberalnega kapitalizma. V svoji razpravi, ki je objavil 1898, Načelo gospodarskega liberalizma v razpadu, pravzaprav govori že o tem, da je liberalni kapitalizem pred koncem. Po 100 letih smo Slovenci spet prisegli na obnovo neoliberalnega kapitalizma, ki pravzaprav spet podobno izčrpuje ta slovenski prostor in slovenskega človeka, kot ga je pred 100 leti. Bo treba napisati ne samo črne bukve kmečkega sanu, ampak črne bukve slovenskega kmečkega in delavskega človeka. Torej, Krek se je kot politik zavzemal za socialne reforme, je pa seveda kot duhovnik izrazito poudarjal, da je socializem kot družbeno-politično gibanje etični projekt. V osnovi je to etični projekt. Brez etične preobrazbe človeka je nemogoče doseči ta premik, da bi se solidarnost uveljavila kot en temeljen model družbene distribucije, družbenega premoženja in bogatstva. Zanimiva sta dva njegova predloga v avstrijskem parlamentu za zakon proti kartelom in pa zakon o socialnem zavarovanju delavcev. To je bilo za tiste čase pravzaprav silno moderno. Predvsem pa je bil Krek človek, ki je želel socialno akcijo uresničiti na terenu.
z delovanjem. In dosegel je neverjetne uspehe. Bom samo dva podatka navedel. V 2 desetletjih svojega javnega delovanja političnega je organiziral 682 kmetijskih zadrug in je tako lahko leta 1903 ustanovil Zadružno zvezo, še danes ta organizacija obstaja. Torej, ustanovo istega leta tudi Zadružno kmetijsko šolo, ki je bila 3. v Evropi, 2. v Avstriji. Delavstvo je organiziral Slovenski krščanski socialni zvezi, ki se je leta 1909 preimenovala v Jugoslovansko strokovno zvezo. To nam že nekaj pomeni, ker ta organizacija je pravzaprav dala največje število pripadnikov narodnoosvobodilnega boja, ki je v 462 društvih združevala 40.000 delavcev. Torej, kaj je nauk tega podjetja njegovega za današnjo tako imenovano socialno ali levo politiko? S parlamentarnim delom ne bomo dosegli bistvenih sprememb, treba bo delati na terenu, treba bo začeti z kapilarno socialno akcijo. Zanimivo bi bilo še to poudariti, da je kot teoretik, on je napisal tudi prvo strokovno knjigo o socializmu, leta 1901 je izdal obsežno študijo oziroma monografijo pod tem naslovom. On je tukaj zagovarjal načelo suverenosti naroda nasproti načelu suverenosti monarha. In je že on poudaril, da socialno pravične družbene ureditve ni mogoče organizirati drugače kot v okviru narodnega gospodarstva. Vemo, da je bil tudi on predlagatelj Majniške deklaracije in ustanovitelj Jugoslovanskega kluba v avstrijskem parlamentu, ki je pravzaprav dosegel potem postopke za ustanovitev prve južnoslovanske države. Krek seveda tega ni dočakal, ker je prej umrl. Njegove ideje je po vojni nadaljeval Andrej Gosar, zanimiv sociolog in pravnik. Že kot mlad doktorant je bil takoj vključen v prvo vlado Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki je bila ustanovljena v Ljubljani, ki se je pozneje preimenovala v državo Srbov, Hrvatov in Slovencev, za socialno vprašanje. Tudi bil je izvoljen kot Krekov naslednik v ustavodajno skupščino jugoslovanske, torej bodoče jugoslovanske države, in je bil prvi minister za socialo v kraljevi vladi. Uvedel je za tisti čas najmodernejšo socialno zakonodajo. Tega pri nas nihče danes ne upošteva. Kot krščanski socialist je seveda izrazito vztrajal na istih načelih kot Krek, da je etična zavest in etično ravnanje podlaga za socialno preobrazbo družbe. Svoj sistem, kako bi rekel, novega družbenega reda je objavil sredi 30 let v monografiji v 2 knjigah za nov družbeni red, izšle so 1933 in 1935. Prvotni podnaslov je bil sistem krščanskega socializma, ker je bila pa takrat na Slovenskem najmočnejša polemika okrog enciklike papeške Quadragesimo Anno, ki je prepovedovala rabo krščanski socializem in celo zahtevala iz občine, iz cerkve vse, ki bi gradili socializem,
in zagovarjali ta družben sistem, je pač preimenoval zadnji hip pod naslov sistem krščanskega socialnega aktivizma, vendar v knjigi. Polemizira z encikliko in poudarja, da te ideje, ki jih zagovarja on, ki so krščansko-socialistične, so veliko bolj v skladu z evangelskim naukom, kot pa korporativistične ideje, ki jih enciklika zagovarja. Seveda je bil zaradi tega tudi nekako na desnici odstranjen. Na levici pa, torej razšel se je pa tudi potem z krščanskimi socialisti, ker se ni strinjal z revolucijo. Bil je prepričan reformist, čeprav je potem v zadnjem obračunu svojim, ko je po vojni napisal spomine, priznal, da če so hoteli krščanski socialisti doseči kakršnokoli družbeno socialno spremembo, so morali se pridružiti revolucionarnemu projektu, stopiti v ne samo osvobodilni boj, ampak tudi se pridružiti socialni revoluciji. Torej, Gosar se ni pridružil osvobodilnemu boju, bil je zaprt v Dachovu in po vojni je, ko se je vrnil iz Dachova, je bil še nekaj časa profesor, vendar je njegova, kako bi rekel, usoda bila, da je ostal nekako izločen iz družbenega in političnega življenja. Ker je v tistem času, ko je napisal svoj program socialne družbene preobrazbe, prišlo do najhujšega razkola v katoliškem taboru in s tem seveda tudi do političnega razkola v slovenski družbi, ni bilo mogoče pričakovati, da bi njegove ideje kakorkoli bile uresničene. Bi pa par podatkov ali osvetlitev, kaj je on v tem svojem projektu novega družbenega reda poudarjal. Kot ekonomist je seveda zagovarjal koncept tržnega gospodarstva, ki je lahko uspešno, če deluje po ekonomskih zakonitostih in seveda zasleduje profit. Tukaj je on polemiziral z marksistično teorijo, kar se je seveda pozneje pokazalo, saj plansko gospodarstvo ni bilo učinkovito, kar del je na koncu šel ravno tako v tem zadnjem obdobju reforme gospodarstva v tak način gospodarstva, ki upošteva tržne zakonitosti, lastništva in tako naprej. Hkrati je pa zahteval dosledno socialno politiko države, ki strogo omejuje lastništvo posesti in seveda pravično distribuira tudi dohodek. Ta gospodarski red je imenoval podružbljeno gospodarstvo. Tega poznamo potem tudi samoupravnega socializma. Torej, podružbeno gospodarstvo je že dopuščalo neko zasebno lastnino, vendar jo je zelo omejevalo in sicer z striktno gospodarsko reformo. Agrarna reforma, razpršitev lastnine produkcijskih sredstev in kapitala, podržavljenje velepodjetij, važnejših produkcijskih sredstev in tako naprej, recimo energetskega sistema in tako naprej. Torej, pospeševanje kooperativ in zadružne lastnine. To je bil njegov projekt, zaradi tega so ga smatrali za socialista, seveda, ker pa je bil nenaklonjen revoluciji, ni bil sprejemljiv za takratno partijsko politiko. Drugo vprašanje, ki se ga lotil, je, kako uveljaviti dejanski demokratični red. Demokracija, predstavniška demokracija
ki ustvarja vladavino manjšine, to je lastnikov kapitala in nosilcev družbenih privilegijev, to je danes pri nas enako, ne, po njegovem ne zagotavlja ljudske volje, ne ustvarja demokratičnega družbenega reda, ampak ustvarja partitokracijo, se pravi vlado manjšine, vladavino manjšine nad večino. V bistvu predstavniška demokracija, kakršna se tudi pri nas danes uveljavlja, ne zagotavlja demokratičnega družbenega reda. Zato je zagovarjal samopravni družbeni red. Samopravni družbeni red je zamišljal tako, da se gradi demokracija in državne institucije od spodaj navzgor. Ker pravi, da je tradicionalno demokratično pojmovanje, se pravi to, kar je tudi danes pri nas uveljavljeno, ima državo za primarno politično ustanovo in ji priznava zakonodajno, sodno in upravno oblast, zato državo dodeljuje nižjim upravnim enotam samovoljno njihove pristojnosti. In tukaj se uveljavlja diktat. Načelo samouprave pa priznava državi in vsem nižjim upravnim enotam le toliko veljave in pravic, kolikor jim gre po njihovi naravni družbeni pomembnosti in pomenu. To je njegov citat. Zato je zagovarjal dosledno uveljavljanje načela subsidiarnosti in decentralizacije. Torej, po njegovem samoupravni družbeni sistem omogoča dejansko demokracijo, ker v ljudskem zastopstvu pride do izraza gospodarska in socialna struktura prebivalstva. Torej, o vsem, tudi o socialnih in gospodarskih zadevah enakopravno odločajo lastniki kapitala in delavci. Torej, Gosar je ostal s svojimi idejami nekako, kot je sam sebe imenoval, glas vpijočega v puščavi. Poudaril je pa eno zadevo, ki jo je potem tudi Kocbek in krščanski socialisti so jo ves čas poudarjali, da je mogoče samopravni družbeni red in pa socialno pravično družbeno ureditev uveljaviti samo v okviru nacionalne, narodne države in narodnega gospodarstva. Te zadeve pa smo mi pravzaprav z politiko, kakršno smo se odločili leta 1991, te dve kategoriji smo pravzaprav žrtvovali in danes nimamo ne samostojnega gospodarstva, ne suverene nacionalne države. Ko je Kocbek vstopal v izvršni odbor Osvobodilne fronte, 41. je imel v nastopnem govoru pod naslovom Narodno in socialno osvobajanje ali osvoboditev poudarek prav na teh dveh načelih. Brez nacionalne suverenosti tudi ni socialne svobode. To načelo moramo upoštevati tudi danes. In v naslednjem takem nastopnem referatu Temelji osvobodilnega sodelovanja je poudaril, da se mora revolucija, socialna revolucija, izvršiti pod strogimi etičnimi načeli, ker sicer bo ustvarila še večjo družbeno neenakost, predvsem pa bo odpravila temeljno človekovo pravico do svobode. Kocbek je zanimivo bil odstranjen iz politike 1952, ko je kandidiral na volitvah in je imel
en nastopen govor, v katerem je poudaril to misel, ki je tudi zaključni stavek: osvoboditev moramo spremeniti v svobodo. To ga je stalo seveda politične kariere, čeprav je že prej izvršil hudo kritiko partijske represije, ki se je takoj 65. leta začela in se je nadaljevala. Če bi danes aktualizirali to tezo, bi morali reči: formalna demokracija je nezadostna, treba jo je nujno spremeniti v dejansko vladavino ljudstva. To je samopravni sistem. Torej, po vojni je partija prevzela diktaturo in je uveljavila vse to, kar pravzaprav je značilnost boljševiškega modela socializma, in plansko gospodarstvo in, kako bi rekel, teror, ki ga je ne samo nad nasprotniki revolucije ali novega družbenega reda izvajala, ampak tudi nad svojimi pripadniki, ki so vendarle imeli eno jasno vizijo, da mora biti malo drugačen družbeni red, da ne moramo zdaj uveljavljati stalinizma, diktaturo elite ali enega samega diktatorja. V dahovskih in golotoških procesih se je, kako bi rekel, podoba te povojne Jugoslavije socialistične, tako imenovane socialistične, razgalila. Kardelj je bil med vsemi temi politiki, tako uveljavlja tudi Taras Kermauner, ne samo najbolj kritičen, ampak tudi je gledal najbolj v prihodnost in je torej skušal na nek način vsiliti nove družbene reforme, ki bi uveljavile tista načela, ki jih je dejansko ta krščanski socializem formuliral. Tako je tam po letu 50 začel uveljavljati samopravni družbeni sistem. Dejansko je celotno strukturo družbene ureditve povzel po Gosarju. Kako se organizira država od najnižjih krajevnih skupnosti do federacije, kako se razdelijo te različne pristojnosti, tudi recimo ali republiška ali federalna parlamentarna struktura z različnimi zbori, z različnimi zbori, politični in tako naprej, se to vsi poznamo. Vse to je že v Gosarjevi teoriji. Seveda je zamolčal, ali pa če bi to javno kakorkoli prišlo v javnost, bi ta projekt nikoli ne bil sprejet v jugoslovanskem, ne v slovenskem merilu. Tako da Gosar je bil izbrisan iz javnega spomina. Danes seveda to lahko brez, kako bi rekel, kakršnihkoli zadreg govorimo in je treba govoriti zato, prav zaradi tega, ker je Kardelj uvidel, da plansko gospodarstvo in da dotedajni model tako imenovane diktature proletariata nista učinkovita in je uvajal modele, ki so jih že prej domislili krščanski socialisti, lahko imenujemo seveda ta projekt slovenskega socialističnega gibanja stoletnega kot enovit. In ni treba zdaj nam izumljati tople vode, ampak moramo samo nadaljevati tiste pozitivne pridobitve, ki so pustile tudi v današnjem življenju in v zavesti našega človeka, predvsem to pozitivne, kako bi rekel, pozitivne usedline,
da je mogoče ustvariti pravičnejši družbeni red. Torej, da ni uvajal samo samoupravnega modela, uvajal je kar del tudi načelo suverenosti nacionalne države z Ustavo 72, ko je dala republikam dejansko možnost, da se oblikujejo kot samostojne državne enote in narodom s pravico do odcepitve, tudi polno suverenost, saj na papirju. Torej, vse to je treba priznati in Slovenci, ker smo znani po tem, da vsaka oblast, ko pride enkrat na površje leta 19, smo zavrgli vse to, kar smo pod Avstrijo dobili. Imeli smo deželni parlament, vse to smo vrgli skozi okno. Leta 1945 smo začeli zgodovino pisati od leta nič. Leta 1991 ali 1989 spet od leta nič in smo z umazano vodo vrgli skozi okno zgodovine tudi dojenčka. In smo zdaj tam, kjer smo. Zato je treba to zgodovinsko kontinuiteto v naših glavah vzpostaviti in je treba seveda napraviti v naši zavesti, v našem ravnanju ta obrat, da se bomo zavedali, da je treba pozitivne pridobitve zgodovine nadaljevati. Brez te zavesti seveda ne bo noben projekt novega, kako bi rekel, socialnega gibanja ali socialističnega gibanja uspel. Treba se zavedati tudi to, da frakcijske boji ali frakcijska nasprotja med socialno orientiranimi političnimi opcijami ne peljejo nikamor. Zato sem v začetku poudaril, socializem ni ideološki projekt, je družbeno-politični, v osnovi pa gre za etični projekt. Nažalost, nekaterih, ki bi morali slišati iz Združene levice, to mene ne moti, ampak škoda je, ker če se bo še ta Združena levica tako razbila, kot so se vse levice po Evropi, potem bomo pač utonili v neoliberalnem globalističnem kotlu kot nepomembna neka obrobna nacija. Torej, če zdaj analiziramo stoletno zgodovino socializma na Slovenskem, ob vseh napakah, ki jih je treba priznati in upoštevati, realnega socializma, partijske diktature in tako naprej, je vendarle treba priznati, da to predstavlja tretjo pot. Ne izrazit kapitalizem in ne, bi rekel, socializem marksističnega tipa. To je tretja pot, od Kreka tudi Kardel je naredil ta velik obrat. In dokler ne bo tudi, kako bi rekel, ta desna stran sposobna priznati tega, da je samoupravni socializem v obdobju Jugoslavije v zadnjih desetletjih napravil veliko revizijo svoje, bi rekel, zgodovinske zablode in dokler ne bomo razumeli, da se je treba vrniti na tisto točko, kjer je ta socializem začel funkcionirati tudi kot demokratična družbena struktura, namreč s pluralizmom, idejnim in ne vem kakšnim, ki se je začel uveljavljati, so bili dani nastavki, tudi zato, da se je naša družba, posebno slovenska družba, brez hudih pretresov lahko preoblikovala v demokratično družbo zahodnega tipa.
Kakšen nauk lahko potegnemo iz zgodovine socializma na Slovenskem? Najprej to, kot sem že poudaril, da je socializem mogoč samo kot etični projekt, ne kot ideološki, da je mogoče socializem graditi z reformami, z radikalno preobrazbo družbe, ne nujno z nasilno revolucijo, ker nasilna revolucija nič ne razreši. Navadno razruši in vedno prinese na površje nasilne nosilce oblasti. Ravno tako je z protirevolucijo, kar smo doživeli tudi po letu 1990. Zavedati se moramo tudi tega, da socializem zahteva obliko demokracije, ustrezno obliko demokracije in to neposredne ljudske demokracije, ki smo jo na Slovenskem pač domislili od Gosarja do Kardelja kot samopravni model. Socializem zahteva tudi učinkovito gospodarstvo, kar pa pomeni, da je to gospodarstvo vendarle treba organizirati kot samostojno, kot suvereno gospodarstvo v okviru naroda. Mi po letu 90 praktično ne govorimo več o narodnem gospodarstvu. In zato pravzaprav ni vizije, da bi mi ustvarili ekonomsko osnovo za to, da ta država lahko sploh obstaja. Socializma tudi ni mogoče organizirati ali uveljaviti brez čvrste vladavine prava, torej brez pravne države, ki pa mora biti utemeljena na etosu. Danes je treba poudariti na etosu univerzalnih vrednot ali svetovnem etosu. Danes rečejo vsi kritiki socialističnega projekta, da je socializem utopija. Brez uresničevanja tega ideala, utopičnega ali kakorkoli hočemo reči, ne bo mogoče ustvariti socialno pravične, gospodarsko učinkovite in sonaravno ozaveščene družbe. Socializem ni nekaj, kar bi bil sistem, ki je dan enkrat zaseli, ampak je proces. Je proces. In mislim, da je bistveno, da se zavedamo nečesa, da je socializem socialistični projekt. To gibanje za socialno pravično družbo, za sonaravno življenje in gospodarstvo, zadnji poskus, da rešimo našo civilizacijo pred propadom. Hvala lepa. Hvala lepa za ta dragocen prispevek. Mislim, da so bila nekatera sporočila jasna in vsem nam, tistim, ki smo neposredno angažirani v vsakdanjih političnih zgodbah, bodo še posebej koristna in nam sedla v ušesa. Tako da se še enkrat zahvaljujem, čeprav je morda prispevek nekoliko daljši, ampak nič zato je toliko več dragocenih informacij nam bilo posredovanih.